Osrednja slovenska regija s središčem v Ljubljani je po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija pri nas. Če potujemo okrog prestolnice v smeri urinega kazalca, lahko obiščemo kar 26 občin, ki sestavljajo zeleni obroč Ljubljane. Na Zavodu Turizem Ljubljana so ponudbo za izletnike obogatili z enodnevnimi oziroma dvodnevnimi izleti okrog tega obroča. Turistom namreč želijo ponuditi čim več idej, kje preživeti dan ali dva v bližini našega glavnega mesta. Okrog Ljubljane vas bo popeljal veseli Janez, prvi panoramski avtobus brez strehe v Sloveniji. Je udoben in varen, primeren za večje organizirane skupine. Z njim pa se radi peljejo tudi najmlajši. Ena od prvih postojank je lahko Županova, znana tudi kot taborska jama pri Grosupljem, skozi katero je organiziran enourni ogled. Če imate dobro kondicijo, boste na ogledu mimo kapniških tvorb iz jurskih apnencev, starih 180 milijonov let, prehodili kar 1000 stopnic. Mnogi so jo poimenovali tudi pomanjšana Postojnska jama. Če se boste sprehodili še nekaj metrov naprej, si lahko ogledate še ostanke protiturškega tabora Cerovo iz 15. stoletja, cerkev svetega Nikolaja in se ustavite še ob energijski votlini svetega Antona Puščavnika. Vožnja mimo Grosupljega in Višnje gore pripelje do Muljave, znane po Jurčičevi domačiji. Pripovedniški dar je v mladem pisatelju Josipu Jurčiču razvijal prav njegov ded na Muljavi. Budil mu je domišljijo s pripovedovanjem ljudskih pravljic in pripovedk in tako je nastal tudi prvi slovenski roman Deseti brat. Na popotovanju se je seveda treba tudi okrepčati. Odlične domače dobrote vam na tem koncu nudita izletniški kmetiji Rjavec in Okoren. Ukvarjajo se s sadjarsko dejavnostjo, med drugim je možno poskusiti različne vrste žganja, suhega sadja in sadnega kruha. Nekaj kilometrov naprej proti Ivančni Gorici se pogled razprostre na mogočni cistercijanski samostan v Stični, ki so ga začeli graditi že v 12. stoletju. V skoraj 900 letih so ga dograjevali in obnavljali, tako da je skozi stoletja dobil današnjo podobo. V njem danes biva 17 menihov iz različnih koncev sveta. V samostanu je živel tudi znani slovenski zdravilec pater Simon Ašič, tik ob vhodu pa si je možno ogledati tudi njegov zeliščni vrt. Tu sta živela in se izobraževala tudi Anton Tomaž Linhart in Jakob Petelin Galus. V samostanu se nahaja muzej krščanstva na Slovenskem, le redkim pa je na ogled tudi samostanska jedilnica. Pravo doživetje pa vas čaka še bolj v osrčju Slovenije, na severnih obronkih Dolenjskega gričevja, na gradu Bogenšperk, enem najpomembnejših kulturnih spomenikov na Slovenskem. Tu je še danes čutiti srednjeveški utrip življenja na gradu, kjer za organizirane skupine pripravijo poseben animacijski program. Izletnike namreč ob vhodu na grajsko dvorišče pričakata prelestna baronica Ana Maksimila, žena Janeza Vajkarda Valvazorja in grajski hlapec Jurij, ki poskrbita za nekoliko drugačen ogled grajskih soban. Tam se skrivajo čarovniške zbirke, ob spremljavi srednjeveških strun pa vam dih zastane tudi ob originalnih zapisih raziskovalca Valvazorja, ki je na gradu preživel 20 let. In vse, kar je povezano z naravo, se postreže tudi na krožnikih skoraj 270 let stare kmetije Prkrač v Dolu pri Ljubljani. Njihove dobrote so poskusili številni znani Slovenci, slovijo pa predvsem po pristni ekološko pridelani hrani. Ob hišni specialiteti krači si boste zagotovo obliznili vse prste. Zelo ponosni so na umetniške razstave, na kmetiji pa potekajo tudi glasbeni dogodki, konjeniške prireditve, šola jahanja, z njimi pa lahko obirate tudi sadje.
V srcu Slovenije v kamniški občini ne smete pozabiti na posebna razvajanja v termah Snovik, kjer so letos obeležili 10. obletnico delovanja. Terme Snovik so najvišje ležeče terme v Sloveniji. Termalna voda pa je bogata s kalcijem in magnezijem, primerna za plavanje in pitje. Z notranjimi in zunanjimi bazeni, tobogani in savnami goste privabljajo poleti in pozimi. Kot prvi v Sloveniji so prejeli evropski znak za okolje, okoljsko marjetico. Slovijo tudi kot energetsko najbolj učinkovito podjetje v letu 2008. Znani so po ločevanju odpadkov in temu zelenemu razmišljanju sledijo tudi njihovi gostje. Terme Snovik so od srednjeveškega Kamnika oddaljene le nekaj kilometrov, tu pa se začne odvijati nova zgodba. Malo kdo ve, da se sredi mesta v eni od dobro ohranjenih srednjeveških meščanskih hiš, stari dobrih 700 let, nahaja svečarna Stele. Svečarska in medičarska obrt je tu stara več kot 300 let. V hiši pa je svoj pečat pustil tudi največji slovenski arhitekt Jože Plečnik. Po njem so poimenovali tudi nekatere izdelke. Mamljivi svečarski spominki vseh oblik in barv so tudi v prodaji. Kamnik slovi tudi po skopuški grofici Veroniki, ki je davno nekoč živela na Malem gradu, in čeprav je mitološko negativna oseba, so jo kljub temu upodobili v kamniškem grbu. Po legendi naj bi se hudo razjezila na 3 revne brate, ki so jo prosili za denarno pomoč, da bi dokončali gradnjo cerkvice. Od silovite jeze je tako močno udarila s pestjo v skalo ob gradu, da se njen odtis vidi še danes. Zarekla se je, da se raje spremeni v kačo, kakor daruje denar. Takrat naj bi se zatresla tla in Veronika se je res napol spremenila v kačo. Pred meščani se je odprla zemlja in Veroniko zavedno požrla. Menda pod Malim gradom še vedno čaka na odrešitelja. Ljubitelji stare kmečke arhitekture bodo zagotovo uživali na ogledu Budnarjeve muzejske hiše nekaj kilometrov nad Kamnikom. 350 let stara hiša je spominsko varstveno zaščitena in preurejena v muzej. V prostorni hiši je krušna peč, nasproti Bohkovega kota pa se boste lahko vedno ogreli ob topli peči. Glavna znamenitost hiše je črna kuhinja, v kateri boste lahko začutili, kako so živele naše babice in pripravljale jedi za domače. Ob predhodni najavi vas bodo v Budnarjevi hiši tudi postregli z domačimi dobrotami. In če potujete po teh krajih, je izjemna izletniška točka tudi Velika planina, ki se bohoti nad Kamnikom. Pravijo, da je ena najbolj ohranjenih pastirskih naselij v Evropi. Ni poznana le po pohodništvu, temveč je priljubljena tudi med smučarji. Pod Veliko planino v Kamniški Bistrici pa vas čaka še eno presenečenje. Tu se nahaja prva slovenska žganjeteka z masivno leseno mizo, kjer imajo na pokušino 150 vrst žganja iz cele Slovenije. Žganjekuha ima pri nas dolgoletno tradicijo. Proces predelave že stoletja ostaja enak. Žganje nastaja s preprosto destilacijo v bakrovem kotlu. Zanimivo pri tem pa je, da vsaka pokrajina v Sloveniji ponuja nekaj posebnega in prav vsak izdelovalec ima lasten recept za dobro domače žganje. Ogled osrednje slovenske regije lahko zaključite v Smledniku, kjer se na 64 hektarjih razprostira prestižno golf igrišče z 18 luknjami. Odprli so ga leta 2009, želijo pa ga približati vsem gostom, ne samo golfistom. Po preizkusu patanju, kot se imenuje igranje, vas bodo z odličnimi specialitetami razvajali v restavraciji Evergreen, tik ob golfišču.
Narejena je iz lesa, saj so lastniki želeli, da se zlije z zelenim okoljem, v katerem se bodo gostje počutili čim bolj naravno. Poleg specialitet postrežejo tudi z vrhunskimi vini. Tako, zaključili smo naš nekajminutni sprehod po osrednji slovenski regiji. Približali smo vam le nekaj od zanimivosti, ki jih skrivajo ti čudoviti kraji in mesta. Prepričani smo, da boste na vašem potepu, naj bo za dan ali dva, odkrili še veliko več. Pa srečno pot!